Na podlagi povedanega lahko trdimo, da bodo tudi letošnji slovenski prvošolčki delali tudi poklice, ki jih še danes ne poznamo. In večkrat v razpravah v Državnem zboru trdim, da tisti, ki ne bo digitalen, tistega preprosto ne bo, za tistega preprosto ni prihodnosti. Morda se sliši trdo, ampak tehnologija je tista, ki jo pa mora politika v zakonodajnih procesih obrniti jasno v sebi, torej človeku v prid. In po 15 letih, odkar smo vstopili v Evropsko unijo, to je bila velikanska odločitev Slovenk in Slovencev na referendumu, danes lahko ugotavljamo, da se nam je zgodilo takrat, torej ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, nekaj najboljšega, kar se nam je lahko zgodilo. Evropsko gospodarstvo raste že 24 zaporednih četrtletij. Od leta 2014 je bilo ustvarjenih skoraj 12 milijonov novih delovnih mest. V Evropi nikoli ni bilo zaposlenih toliko ljudi kot prav sedaj. Okrog 240 milijonov žensk in moških ima delo. Res je, ne smemo pozabiti, moramo biti zelo pozorni na mlade. Še vedno je brezposelnost mladih skoraj 15-odstotna, kar je po naši oceni preveč, vendar je pa to najmanj po letu 2000. In v Evropo smo zelo zadovoljni in ponosni, vračajo naložbe, zahvaljujoč seveda tudi Evropskemu skladu za strateške naložbe. Kmalu bomo dosegli raven naložb v višini 400 milijard evrov. Večkrat, še posebej strani evroskeptikov, slišimo, kako je Evropska unija slaba, da je vsega kriv Bruselj in tako naprej, ampak včasih je tudi dobro, da postrežemo s kakšnimi podatki, nekaj sem jih navedel. Dobro je, da vemo, da 7% človeštva, ki živi v EU 28, ustvari četrtino, se pravi 25% svetovnega bruto domačega produkta. Evropska unija ima danes sklenjene trgovinske sporazume s 70 državami in skupaj predstavljamo 40% svetovnega bruto domačega proizvoda. Evropa po zaslugi programa Galileo, na primer, ostaja v vesoljski tekmi. Zelo prepoznavna. Nobena posamezna država članica, na primer Slovenija, ne bi mogla v orbito poslati kar 26 satelitov, ki že koristijo 400 milijonom uporabnikov po vsem svetu. Evropska unija je največji enotni trg na svetu. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi, Evropejci, določamo standarde za megapodatke, za umetno inteligenco, za avtomatizacijo, ob seveda spoštovanju vrednot, ki nas v EU povezujejo. Kaj pa Slovenija? Kaj pa slovensko gospodarstvo? Po oceni Nove Slovenije, slovensko gospodarstvo razvojno gledano cepeta za povprečjem Evropske unije. In to moramo spremeniti. To moramo spremeniti doma. Okvir znotraj enotnega evropskega trga je zelo dober. Seveda ga lahko še izboljšamo. In Slovenija mora s pametno politiko, s pametno domačo politiko, čim prej nadoknaditi ta gospodarski zaostanek za povprečjem Evropske unije. Tu dejansko imamo resen problem. Ta zaostanek je večinoma posledica relativno nizke produktivnosti slovenskega gospodarstva, ki od padca v krizi še vedno vztraja na ravni okoli petine pod povprečjem Evropske unije. Se pravi, produktivnost slovenskega gospodarstva je približno 20% pod povprečjem produktivnosti Evropske unije. In če mi ne bomo dvignili produktivnosti v slovenskem gospodarstvu, tudi ne moremo pričakovati boljše blaginje, večjih plač. In zato gre nam v Novi Sloveniji,
da imajo ljudje večje plače. Seveda morajo prej ustvariti višjo dodano vrednost. In po našem mnenju so ključni dolgoročni dejavniki rasti produktivnosti na področju raziskav in razvoja, inovacij in digitalizacije, ker pa so bili premiki v zadnjih letih skromni, preskromni. In to pomembno omejuje potencial za trajnejšo pospešitev rasti produktivnosti in s tem možnosti za dvig življenjskega standarda našega prebivalstva. Mi v Novi Sloveniji imamo odgovore na ključna razvojna vprašanja slovenskega gospodarstva, to je gospodarski program Nove Slovenije, ki smo ga nazadnje posodobili, konkretizirali pred volitvami v Državni zbor junija lansko leto. Samo naštejem, mi moramo davčno politiko spremeniti v atraktivnejšo gospodarsko davčno politiko, v atraktivnejšo davčno politiko. Več moramo narediti na odpravi administrativnih ovir. Prihajam iz skrajne vzhodne regije. Vi danes praktično ne morete zgraditi rastlinjaka, v katerem bi gojili orhideje ali paradižniki. Imamo investitorje, zelo pomembne, svetovno znane, pa ne bodo investirali v Sloveniji, zato ker je procedura za pridobitev gradbenega dovoljenja za rastlinjak dolga 6 let. Nihče ne bo prišel v takšno poslovno okolje. Naprej, več moramo vlagati v raziskave in razvoj. Tukaj močno zaostajamo. Recimo leta 2016 smo v raziskave in razvoj iz državnega proračuna, če postrgamo vse postavke, vložili približno 145 milijonov evrov. Če bi vlagali toliko kot Švedi, bi morali vložiti 830 milijonov evrov in preračunano na BDP in na število prebivalcev. Avstrijci, naši severni sosedi, vlagajo približno 17-krat več kot Slovenija. In na začetku tega mandata je poslanska skupina Nove Slovenije predlagala, in na tem bomo tudi vztrajali v prihodnje, da bi v Državnem zboru ustanovili poseben odbor za digitalno ekonomijo in digitalno družbo. Pač po zgledu, naprimer nemškega Bundestaga. In zaključujem še enkrat s trditvijo, kdor ne bo digitalen, tistega preprosto ne bo. Hvala lepa.